Pozdravljene, ljubeznice in ljubezniki. Upam, da nas padate v kategorijo sovražnice in sovražniki. Da le nismo jezni, ne? Ker to je samo v prid temu tisti vrsti, ki je sovražno nastrojena, oziroma ljudem, ki so iz sebe spustili povezavo z očetom, z Bogom, s pravim pristnim jaz, svojim višjim jazom, kakorkoli to imenujemo. Včeraj sem nekako prišel na idejo, da seveda najprej je bila ljubezen in iz ljubezni pride beseda love in love, iz nje pride beseda človek in lahko pride beseda lovec. In ja, mi smo Božji otroci, narejeni, da imamo lastnost, da ljubimo. In kdor ima v sebi lastnost, da ljubi, ta je človek. Ko pa človek, oziroma ko pa je prišla neka, kaj se vem, kdaj pa kako psihopatska elita na zemljo se je odločila pač ta planet ukrasti in nas, ljudi, zdaj pa govorimo o tisočletjih, nekako tako začarati, da v bistvu svojo ljubezen umaknemo na stran in da začnemo sovražiti. Pogruntali so, da če nas raniš, tudi mi začnemo sovražiti tega, ki nas je ranil in prizadel. In na tak način je človeštvo v bistvu kot plesen preraslo sovraštvo čez vso ljubezen in jo mic po mic izmaknilo iz tega planeta, medtem ko je v bistvu cela zemlja polna sovraštva. Torej, človeka, ki ima ljubezen, je napadel nekdo, ki je narejen na vzgib sovraštva. In ga čist utemeljeno in upravičeno imenujemo, da če je ljubitelj sovraštva, je on sovražnik. In on je tudi sovrag in sovražnik ljubezni. In je v bistvu že v sami besedi sovražnik v bistvu njegova lastnost, njihova lastnost. In človek, ki ima ljubezen in jo da na stran in v ospredje da sovraštvo, jezo, mržnjo in pa seveda strah, da ne bo ranjen še enkrat, na tak način smo res umaknili vso ljubezen in ni prav, a ne? Zdaj, strah, da ne bomo prepoznani, strah, da ne bi bilo videti naših ran, da ne bi bilo videti, kako smo se maščevali nekomu, vse to smo nekako prikrivali. Nič hudega. Imamo možnost odkriti pa reči, tole sem jaz in nič ne skrivam in ne bom več nosil ne mask, ne ega. To je naša lastnost. To v bistvu naš Bog želi, da smo to, kar smo, ker nas je naredil po svoji podobi in želi, da v življenju rajamo. Nikogar Bog ni zapustil. Mi smo bili tisti, ki smo ga zapustili in nismo bili to, kar smo. Mi smo bili tisti, ki smo se odmaknili od njega. Zdaj bom jaz zase rekel, da sem se precej celo življenje čudil pa trudil obstajati, biti to, kar sem. Zdaj pa opazujem svet, pa vidim, da mnogo ljudi je zatajilo Boga in stopilo na tisto stran, ki ni po Božji podobi. Neka temna sila, imenovana zlo, Satan, devil, iluminati, reptili, ne bom se spuščal v detajle, vendar ta negativna sila želi imeti naše duše. In naša duša pripada Bogu in Bog enako vabi v svoje kraljestvo, kot vabi Lucifer, zlo, Satan. Oba samo vabita, ker človek je tisti, ki se odloči, komu bo svojo dušo dal, ne bo jo dal, po katerem vzgibu bo funkcioniral. Kadar delujemo po principu Satana, so nagrade hitre, kratke, efektivne, na dolgi rok pa so vezane proti človeštvu in na osnovi sovraštva in strahu. Kadar se mi prepustimo Bogu, takrat v nas pride Božja moč, Božja sila, Božji blagoslovi.
Božja stoična drža in nepremagljivost, dostop do modrosti. Kadar smo priklopljeni na ata, si ne rabimo nič dosti zapomniti, zaradi tega, ker smo priklopljeni na modrost. Kadar smo odklopljeni od ata, delujemo na osnovi pomnjen, nekih znanj, nekih informacij, nekih novosti in novičk. In to je razlika, ki se zdaj kaže med ljudmi, kdo izhaja iz sebe in kdo izhaja iz naučenosti. Zdaj jaz sem zelo hud detektor ratov, ker imam lastno izkušnjo, vem kako, lastno izkustvo, tak pač sem, in vem kako sem priklopljen in vidim, kdo razlaga iz naučenosti, kdo proba nekako naučeno mi razložiti, kaj ali doživlja ali vidi, oziroma ne meni, se ljudje razlagajo, so lažni glasniki. Matejev evangelij je razlagal o tem, da bo v zadnjem obdobju, tik pred koncem časa, mnogo ljudi, ki se bodo imenovali, da so rešitelji, da so glasniki, svetniki in da so Kristus, pa v bistvu jaz vidim, je rekel v evangeliju, da jih bo mnogo, vendar so lažni in pazi, ne sledi nikomur, sledi sebi, sledi Bogu in tudi meni ne rabi noben slediti. Jaz nisem noben učitelj, jaz sem buditelj, a ne? Buda, buditelj, buden, to je vse, kar je in pomagam samo razumeti vam, da boste sami stopili na pravo pot in samozavestjo, brez strahu in pogumno, močno, stoično držo vzdrževali to, kaj smo. Ljudje, človek, ki ima v sebi ljubezen. Zunanje sile so vedno hotele to ljubezen diskreditirati, se ji posmehovati, jo imeti za manj vredno, v bistvu čim prej terant, da je ljubezen zatemnila svojo svetilnost, svojo bit, a ne? Kaj ti? Bolj ko svetimo, bolj ko smo priklopljeni na očeta, bolj mi vidimo stvari jasne. Meni je jasno, da je ta svet ugrabljen strani psihopatskih sil, ki so proti ljubezni in da so ljudje prodali svojo dušo in delujejo za te psihopate, medtem pa sami postajajo psihopati in ljubezen zatirajo, jo umikajo in gojijo mržnjo, sovraštvo, maščevanje, strah in sramoto. Precej kontradiktorno, ne? Da ti, ki delajo najbolj brezsramna dejanja, ki so brezobrazni, delajo stvari, ki bi mogle biti vsakega sram. Njih ni sram teh dejanj, ampak jih je pa sram, da bi jih prepoznali, kakšni so. In psihopatska vojna, kateri smo priča, se lahko konča na tak način, da jasno prepoznamo in osvetlimo njihova dejanja in na tak način jih ne morejo več početi naprej, ker globoko v sebi se vsak sramuje tega, kaj je komu naredil. In to, kaj so nam naredili, kar so nam naredili, mi njim ne moremo tako grdo narediti, kot so oni nam. Aj prav, ti ljudje so postali psihopati. Ti ljudje dejansko so psihopati brez... nimajo več ljubezni, saj ne bom šel predaleč, vse je jasno, razložite si malo to sami. Vi ste ostali čisti skozi celo življenje, niste se predali lažni luči, niste prodali duše, nekako ste zaradi tega bili v trpljenju, v nerazumljenosti situacije, kaj je cel svet zmešan, da vam meša glavo, in oni so vam razlagali, da vas se pa ne da razumeti, medtem ko mi nismo razumeli stvari. Skratka, naša energija, svetloba, ki se v nas zdaj postavlja na noge iz dneva v dan bolj, mene je kresnilo enkrat, pa dvakrat, pa 60krat, ampak to je journey.
tudi vas kresne enkrat, dvakrat, mnogokrat, vsak dan bolj svetimo, vsak dan znova moramo podeliti svetu ljubezen in pokazati, kdo smo. Kaj je Božja podoba? Kako si on to zamislil? Ne? Nismo mi papki, pa kamni, pa brezdušniki, zmedeni. Zmedene so nas delali, ja, ker nam ni to špilali z zdravo logiko, z zdravo kekčevo pametjo, stvari niso šle skup, ne? Od pandemije pa zdaj je eno dobro, dokaž mi, da je zemlja kugla, pa izvzemi naso. Evo, naso izvzameš ven, pa dokazuj. Ta je tudi odlična, ne? Ker NASA je odlično šla s propagando. Ampak hočem reči nelogičnost, ker človek začne svojo glavo razmišljati, rečeš, ne gre, ne? Aha, se tam pa piše, pol pa je. Ni res. Oni so zapisali svašta. Oni so prepisali zgodovino. Oni so zapisali, da je virus nevaren, ampak nimajo pa dokazov o izolaciji. Zdaj imamo World Health Organization, svetovna organizacija zla, ne? Kako je že WHO, kako je že v slovenščini? Svetovna SZO, Svetovna zdravstvena organizacija, svetovna zlobna organizacija je to bila. Se zastopimo, mi smo imeli vse pred očmi, samo moramo fokus malo popraviti, ne? Zdaj, oni so nas držali v precej hitri derki, da nismo bili pozorni na detajle. V detajlih pa v bistvu, kadar se upočasnimo, kadar mi dodamo fokus, pozornost, awareness, takrat pa mi zaznamo nepravilnosti v zgodbah, takrat prepoznamo nepravilnosti, nelogičnosti v pripovedi. Mislim, zgodovinska dejstva, vsak grejo narobe, če greš malo razmišljati. Da je leta 1500, ko smo bili mi, ne vem kao, v kateri srednjeveški dobi zapiganosti in čist neumni, ko še brati pa pisati kao nismo znali, so bile zgrajene katedrale, piramide in take strukture, da ti ni nič jasno. Ne. Nekaj tukaj ne gre skupaj in kamorkoli se obrneš, nikjer ne gre nič skupaj. Gre za to, da je skupinska, samo kolektivna, svetovna natega. In v nategi je sodeloval vsak, ki je dobil za to malo podpore, take in drugačne, pogojevanje, če boš povedal, te čaka to, a ne? Torej drži skrivnost in zadržuj skrivnost, da ne bo videti. Ko se je začela korona v tem času, 4-letnem, smo črne ovce, pa kaj smo teoretiki zarote začeli malo skup sestavljati, to smo bili empati pravzaprav. Teoretiki zarote smo bili empati in ne vključeni v igro. Smo začeli malo raziskovati, pa skup deva, čakaj, ne štima to, čakaj, lahko smo skupaj, ne vem, kje že, v štacuni, ne smemo pa na klopci sedeti, nekaj ni v redu. Do 10 zvečer virus ne skače, do 10 zvečer naprej skače. Normalen človek je začel to skup povezovati in tam je cenzura priletela in nas želela utišati. Zakaj? Ja, zato, da ne bi na plano prišla ta zgodba, njihova kolektivna prevara. Kaj pa se zgodi, če je prevara pride na plano in se razve? Prevara izgubi moč in kompletno funkcionalnost. In na tak način smo zdaj v bistvu v vojni, razkrivanje, resnica prehaja na plano. Skratka, oni so hoteli s temi fact-checkerji in tako, mene recimo še danes umikajo vsebine, me tlačijo dol, da nisem kje preveč viden, zaradi tega je to, da dobivate na mail, v bistvu še najboljša izvedba, da dobite in dobimo. Kaj se hoče reči? Ja, in oni so kolektivno nas tišali, zato so imeli fact-checkerje, predtem ni bilo nič fact-checkerjev, dokler ni resnica začela ven lest, ne? Potem so nas, ki smo se malo bolj izpostavili, ne? Vas na vašem lokalnem okolju in okolju, kjer ste poznani, so pa o vas gonili smear campaign, torej kampanjo, da so oblatili vaše ime v kontekstu tisne se Turšič je tukaj, to je neumen, veš, ta. Itak ni nič od njega, veš, pa dej on tukaj neki bluzi. Torej, oni so osrali naše ime brez osnove.
Ok, ampak sem vam že omenil, zdaj počas oni vidijo, da nismo mi glih glupi. Torej, če so nekomu rekli, Turšič je glup, pa ta gre zdaj pogledat na YouTube pa reče, čak, sem Turšič, se meni ne zdi glup, torej ti lažeš, v bistvu si ti lažnivc. In zdaj bodo lažnivci pogruntali, da so vsi med sabo lažnivci, laž na laž na laž. In jaz sem deležen takih stvari, da vam ne morem povedati vsega v teh oddajah, kakorkoli jih že je. Želim pa, da razumete, da smo ujeti bili globalno med psihopate. Kaj pa zdaj? Zdaj, jaz sem dal ogromno nasvetov, dej, pejte v naravo, ta te zdravi. Za mano se vrti slikica nečesa, kar je spokojno, naravi se ne mudi nikamor. Zakaj bi se mudilo vam? V ozadju se vam vrti glasba, 528 Hz. Zdravilna glasba je to. Koliko glasbe sem vam zavrtel zdravilne, da bi vas vzpodbudil, da bi vi sami si zavrteli glasbo? Koliko sem rekel, dajte se sezut, pa se stakniti z zemljo, ker smo njeni prebivalci. Dajte kdaj pokoristiti kakšno eterično olje. Ne? Imamo različna olja, jaz si pa ne pomagam. Takole všeč mi je, zdaj imam, če vam iskreno povem, samarijanovo olje. Odlično. Vse sort stvari nam pomagajo, vendar moramo sami stopati na pot resnice. Zdaj, če sledite drugim, če sledite množicam, je garantirano, da ste izgubljeni, ker množica je vsekakor zavedena in izgubljena. Rešen je samo tisti, ki izstopi iz tovrstnega sledenja in razmišljanja. Zdaj, mi je všeč, da je bila ta Evrovizija, ne? Mislim, satanizem na prvem programu RTV Slovenija in po celem svetu Evrovizija in satanizem direkt v faco. Kdor zdaj ne vidi, jaz ne vem, žal moramo se odmakniti od teh ljudi, ki pravijo, ja, se je naša Veronika Desetiška, to je pa kar lepo odpela. Tisti, ki ima kaj posluha, je ujel, da gre mal navzkriž na parih segmentih. Ta ples plezalcev okrog nje in teh nekih goblinov golih meni nakazuje neko zelo izprijeno stvar, torej stvar, ki ni več vezana na love, eka. Človek ima v sebi ljubezen, ima radost, ima lepo, melodično pesem. Spomnite se une, ambiskem freedom, tarita tam, vsaj malo sreče, vsaj malo sonca, si zdaj želim. To je tisto, kar izhaja iz ljudi z dušo in srcem. Kdor je to zatavšal, lahko se gre tak performance in jaz na Evrovizijo se tudi prijavil ne bi, ker je jasno, da je to satanistični produkt satanizma. V bistvu neke vrste ritual, ki skozi glasbo vam vceplja negativne frekvence, tekste, performance in tako. In od tega bi se mogli ljudje umakniti. Jaz sem Veroniko Desetiško poslušal od naše Raven, ker je pa en izsek nekega rogatega Litvanca ali kaj že. Skratka, grozno slabo, kdor v tej glasbi uživa, jo podpira, promovira in jo deva na plano, je za moje pojme nič drugega kot sovražnik, ki mora biti daleč stran od mene, kajti jaz sem njemu valjda tarča. Sej oni so valjda nas napadali, a ne? In ja, ko se enkrat osvetliš dovolj, ozavestiš dovolj, takrat v bistvu tema ne more več do tebe. Tema vabi, če ti veš, kam greš, k Bogu, za Bogom, po Božji podobi, po Kristusovi poti, pol tebe poti od Satana ne zanimajo. Mene ne zanima. Poplava v Riju. Kaj ni zdaj naredim? Ja, pa v Palestini. Ja, pa kaj čem zdaj jaz narediti v Palestini? Ja, pa tam se je kamion prevrnil. Ja, pa kaj ni zdaj jaz naredim? Torej tudi vi umaknite to, če ne morate vplivati na to, umaknite. Poiščite nekaj, kar vas dviguje, kar je vam motivacijsko dobro. Jaz imam v ta namen, tudi jaz zapadem na momente, ki se rečem, porka Madonna, tle se jebem k majmun, da bi komu kaj dopovedal, misleč, da nas bo čedalje več, nas je pa vsako nedeljo čedalje manj. Sam to ne pomeni, da ali nisem zanimiv, ali ne govorim resnice, ali ne vem, karkoli. Bolj je to, da se ljudje rajš umaknejo in ne priznajo, da so v bistvu na napačni poti.
Včeraj sem imel en primer, neka gospa se je zmotila in pa jaz sem rekel, da sem buditelj, ona je prebrala, da sem pa butelj. In pol je šlo 12, jaz sem takoj vedel, da je gospa pač narobe prebrala, noč hudga, ampak me je takoj obtožila, da kako grdo govoriš čez Boga, ko govoriš čez sebe. Jaz sem vedel, kaj mislim, narobe je prebrala. Ampak sem jo namenoma pelal, da bo prišla do točke in rekla, ups, oprosti, sorry, falila sem, narobe sem prebrala, res sem, hvala za opozorilo. Ne, 10 ali 15 komentarjev je bilo večno obtoževanje s tem, da sem ji 3krat nakazal, mogoče si prebrala, kje je narobe. Ne. Torej, še kot človek naredi napakico, pa ni nič grozna napaka, vsak se zmoti, ni gospa mogla priznati svoje napake, pa je šlo samo za slovnično napako. Halo, ljudje imajo za sabo grdih dejanj, ulala, in ko jim rečeš, alo, ne bo priznal, da se jebeš, smo se že pogovarjali večkrat, video z naslovom Do špage. Kje se vse ustavi? Dokdaj ti ljudje mislijo ustrajati v svojem prav, v svojem v bistvu narobe in so prepričani, da imajo prav, med tem, kar razlagajo, vsak ima svojo resnico. Star ne, nima vsak svoje resnice. Dejstvo je dejstvo. Lahko pa imaš svoje mnenje, lahko imaš ti neke svoje občutke, lahko imaš svoje vizije. Dejstvo je pa dejstvo. Planet so ugrabili psihopati in planet ni kugla, ker ne more biti, ker normalen razume, da kugla ne more biti, ne gre skup na nobenem nivoju in da niso bili na Luni in da ni virus bil nevaren, da ni kriza zdravstvena bila, ampak je spodletel poskus genocida nad ljudmi. Popoln genocid so si zaželeli narediti. 500 milijarde so nas želeli obdržati, ostalo pa vse. Pamf, odpikati. Ni zdaj, da cepiva pa mogoče malo imajo stranske učinke. Cepiva so bila dizajnirana, da nas pobijajo. In verjetno marsikdo mora iti iz tega planeta. Verjetno. Zagotovo marsikdo mora. Marsikdo bo pa moral za zapahe. Zaradi tega, ker je vse, kar je bilo delovanje za lov za dušami. Lov za čistimi božjimi otroci. In tega Ata ne pusti. On je ustavil to, s tem, da je prebudil nas. Da bomo mi povedali, kaj je res. Če bomo čakali Edija Pucarja, pa ne vem, katero novinarsko konferenco, kje, mi ne bomo zvedeli resnice. Mi bomo zvedeli pol resnico, pa motnjo, pa defokus, pa debelo laž. A ne? Zaradi tega moramo mi se nase nasloniti. Prej sem hotel reči, tudi meni včasih pade motivacija, si mislim, če dalje manj nas je, pa grem pa prespim en dan, dva, mine noč ali dve, pa si rečem, kaj bomo nehali, še bolj na glas bomo. In sem v bistvu prav zaradi tega včeraj naredil en tak expansion in jaz vam oddajo 1 uro pa pol, kjer želim res vam povedati stvari, kakor jih čutim, razumem, da bi vas spodbudil k razmišljanju, pa v bistvu dosežem enih 800 ogledov ali pa kaj do Jurija recimo v 2-3 dneh. Včeraj sem se malo drugače polatil, pa sem dosegel 4 ure v enem večeru, pač na druge platforme, pa malo drugačen format, pa malo drugačna dolžina, pa je, pa ne gre, ne iščem nobene popularnosti, iščem to, rad bi dosegel ljudi, da bi razumeli in da bi se vprašali in bi rekli, izstopam iz tega družbenega ustroja, ki deluje proti ljudem, kajti jaz želim tudi biti človek, želim živeti v raju, dokler delujem z množico, ne bomo nikoli v raju, ampak gremo direkt v pekel, Zdaj samo izstopati je treba in reči, ne, sodelujem več v tem, kar mi je narekovano. Zdaj to zajema več nivojev, saj ne bom se ponavljal. Skratka, ta psihopatska ekipa, ki je ljudem vzela ljubezen in jo nadomestila s sovraštvom, je nam želela dokazati, da mi nismo to,
kar smo, in da tisto, kar smo čutili v sebi, da čutimo narobe in da smo mal blesavi in da bi se lahko mičken mi ukalupli, tako kot družba vsi enaki. Dragi moji, to, da si drugačen, nisem dobro. To, da si drugačen, je fenomenalno. In bodi drugačen, bodi avtentičen in bodi to, kar si. To, kar nisi, je ego. Ego je maska. No, sem pa ful prijazna, pa prsturat, ne? Ni to, bodi to, kar si, da je prsturat vaš čas, vsem. Ali pa bod prijazen vaš čas, kar pač si, ne? Zdaj jaz razumem ljudje, ta smer kampanje je v bistvu verjetno precej ljudi navlekel, zato da so družno delovali proti. Jaz bi si želel, da vsak sam pri sebi izstopi iz tega sranja in se poistoveti z naravo, da od sebe odkleše vse, kar nismo, da ne pustimo, da okolica vpliva na nas. Če že, naj vpliva pozitivno, da ste vi vsak dan boljši človek, da ne igrate ljubezni, nikoli, da ali jo imate do nekoga ali jo pa do nekoga nimate, a ne? Danes sem eno, recimo ta je tudi ful dobra še, ker sem rekel, da so nas družno probali in utišati, nas osrati in oni imajo eno stvar celo še rajš kakor svojega heroja, eno stvar imajo rajš kakor heroja in to je, da vidijo heroja, kako mu spodrsne. Mi jim ne bomo dali tega filma, a ne? Bomo jim dali predstavo, kako je, ko heroji stojimo pokončno in ne klecnemo pod vsemi možnimi triki in arzenali, ki jih uporabljajo, da bi nas zamajali, spodnesli. Ne bo šlo, to je jelovica, poznate to reklamo. Ne bo šlo, ne gane me, ker oni so preko čustev nas ranili. Mene se ne da več, jaz sem to ozdravil in vem, da če bi kdo rad mene ranil, je to njegov manko. Mene se ne da in se ne bo. In v bistvu, ker jaz to odbijem, naenkrat to prleti njemu nazaj, pa je pa av. Tako da ja. In še ena stvar, da v bistvu nobenega na tem svetu oziroma nekoga, ki ga poznate, ne boste srečali še enkrat nekje drugje, na drugem koncu sveta ali pa v nekem drugem času. Unikat, avtentični, božji otrok je samo eden. Ampak dvakrat ni isti, celo v isti osebi ne. Tako da razumite, da se tudi mi spreminjamo. Jaz nisem to, kar sem bil. Jaz sem bistveno bolj raziskan in bolj stoičen. Nimam več strahu pred nikomer, se ne, bom rekel, ali postavljam, ali pa hočem narediti vtis na nekoga. Nič več. Nekako sprejel sem življenje še bolj simpel, kakor je. Bistveno bolj počas potujem v življenju, bistveno bolj so mi stvari jasne, opazim ful stvari, ki jih prej nisem, čustveno sem pa stabilen, kakor kamen kost. In to je tisto, kar vam polagam na srce, da ne dovolite, da ste čustveno razdrti in razvrvani, da ste takole kot ena želva in plavate v oceanu, počasi in opazujete in iščete hrano in plavate in uživate. Ja, to je to. Zakaj so nas utišali? Tako, da se ne bi izvedlo, kaj so za kulisjo počeli. In naš sovražnik je psihopatski, družbeno normo je pripravil in temu psihopatu žal sledi vse preveč. Ljudi, ki so imeli ali pa imajo še zametek duše, srca, svetlobe svoje, tiste svetlobe, ki je bila večno zadimljena, zatemnjena, da ne bi svetila v polni luči, ker če bi svetila v polni luči, bi oni ne mogli več operirati in manipulirati. Sveti močno, zelo sveti, zaradi tega, ker
ko bomo sveti zakorakali, a ne? When the saints go marching in. Kam bomo zakorakali? V prvo vrsto. Dosti je tega, ne morejo drekači psihopatski voditi zdravih, logičnih ljudi s polno kapaciteto. Oni ne morejo biti tako, kot mi. A veste, oni ljubezni nimajo. Mi smo lahko bili taki, kot so oni, ker mi smo vse mogočni in oni so nas naučili uporabljati sovraštvo. Mi smo skopirali njih, kaj smo res bili trapli, ne? Kaj so nas nategnili. Mi nismo zlonamerni, oni so zlobci in so nas prepričali, da se obnašamo tako, kot oni. Razmislite malo o tem. Oni ne morejo imeti ljubezni, zato jo uničujejo. Mi pa smo lahko sovražili. Imamo to vse. Pa ne rabimo nucati, a ne? Tako so nas prepričali, da je to fajn. Pa ni res. Bodite tako, kot se zagre. Bodite vi. Ne igrajte ljubezni, ne igrajte karakterja. Bodite stoični in zavedite se svoje integritete in jo uporabljajte na vseh možnih nivojih. Ljubljeni in očuvani smo vsi z vseh strani. Držite se. Čau.